Krvni obtok. Poznamo ga šele 3 stoletja. Belgijski anatom Vesale je prvi upal spregovoriti o njem leta 1543. Zaradi tega so ga obsodili na smrt na grmadi. Rešil ga je vplivni prijatelj, Filip II. Iz Španije. 10 let kasneje je Španec Servet omenil krvni obtok, toda njega ni varoval noben kralj, zato je umrl na grmadi. Leta 1628, ko je Anglež William Harvey poskušal razložiti krvni obtok, so se mu vsi smejali. 50 let kasneje je predaval dr. Paten v Parizu. Same neumnosti, gospodje. Naš veliki učitelj, krški anatom Galen trdi, da kri ne more krožiti. Pa vendar krvni obtok obstaja. Poganja ga srce. Ja, prijatelji, kot boste ugotovili tudi sami, srce je enkraten organ. Kri, ki gre skozenj v enem življenju, bi napolnila sod za 200 milijonov litrov. Vendar srce ni večje od pesti, neverjetno. Je res enkraten organ. Tam se dogajajo čarobne stvari, prijatelj. Ne grozljive, ampak čudovite. Veste, pot bo dolga, se prihajamo s konca noge. To je naša naloga. Brez našega kisika ne bi delovale. Prav tako moramo odnesti ogljikov dioksid. Vse gre skozi srce. Sistem je zaprt. Strel! Ogljikov dioksid mi ni všeč. Utrujen sem. Največje vene v našem telesu. Zaprite košare, zdaj smo blizu srca. Himo, polno imaš? Daj mi ga, nazaj! Kje imate pamet? Končno smo prispeli, prijatelji. Desni predvor. Ena od 4 srčnih votlin. Kako veličastna okolica. Prijatelji prihajajo iz zgornjih delov, iz glave in rok. Njihova in naša pot vodita kri v to votlino, potem bomo šli spet v pljuča. Kako bomo prispeli tja? Vidite? Kaj je ta glasen zvok? Poglejte. Zdaj vidite, od kod hrup. 3 opne tvorijo zaklopko. Mi bomo šli skoznjo. Hitro pridite za mano. Drugače nas bo odneslo, ko se zaklopka odpre. Vsi se dobro primite.
Vidite, tam spodaj je ena od srčnih votlin, desni prekat. Ta je še bolj osupljiv. Začenja se sistola. Pripravite se, njej se ni moč upreti. Grozno, strah me je. Ne skrbi, mladenka. Milijoni gredo skozi z vsakim utripom srca. Tako živimo, že gremo. Kot vlakec smrti, noro. Vrti se mi. Noro, kot vlakec smrti, noro. Poglejte gar. Kaj ni lepo? Prav imaš, izjemna arhitektura. Vzdrži prav vse. Ti stebri prenesejo 3 milijarde utripov v človeškem življenju. 3 milijarde utripov? Ja, gremo naprej. Zelo zanimivo je. Časa imamo do nove sistole. Zdaj bomo na vrsti, ste pripravljeni? Ne razumem, kaj je bilo z nami. Tudi jaz ne, prava skrivnost. Noro, kakšno potovanje? Gremo še enkrat, super je. Ne, ulica je enosmerna. Ne skrbite, kmalu se bomo vrnili k srcu. Na hitro pljuča in že smo nazaj. Ta krog je mali obtok. Vseeno, prav nič ne razumem. Meni je vse jasno. Boš videl, preprosto je. Prišli smo iz velikega kroga, iz nog, organov in glave. Šli smo v desno srce. Zdaj gremo proti pljučam, kjer bomo odvrgli tovor in nabrali kisik. Potem bomo šli v levo srce, da bomo kisik ponesli v vse dele telesa. Razumete? Koliko časa traja mali obtok, mojster? Na sekundo naredimo 35 centimetrov. Izračunaj. Hej! Hej, poberite jih, tvoji so. To ni prav, gospod.
malo prisluhnite mi. Nisem užitna krasnega okusa, sem slabo vam bo. Ne smete me. Hej, vidva, pozor! Tu patrulja, hitro me povešite s štabom. Ne skrbi, prijatelj, mi bomo poskrbeli zanju. Fantje, v napad! Izučila. Dajte, mojster, povejte. Vi veste vse. Preveč maščobe v prehrani. Kar je tu, ni nič v primerjavi s tistim, kar sem sam videl. Je lahko še slabše kot tu? Seveda. Ob blokadi prehoda pride do infarkta, ki je zelo resna bolezen. Bi radi slišali zgodbico? Ja, povejte, dajte zgodbo. Dobro. Lahko bom malce počil. V enem od prejšnjih življenj sem delal z drugimi rdečimi krničkami v nezdravem telesu. Nažalost je to videti resno. Ne gre, nikoli ne bomo prišli skozi. Ampak moramo, to je naša dolžnost. Kaj natančno čutite? Zbada me v prsih in v levi roki. Vas grabijo krči. Točno tako. Z vsako malenkost ostanem brez sape. Pretiravate, zelo slab krvni obtok imate. Potem je le to. Kako mislite le to? Čaka vas katastrofa, če ne boste ukrepali. Nič več tobaka, alkohola, soli, maščob, vsega. Zelo stroga dieta, razumete? Brez alkohola. Brez maščob, je rekel. Pa brez tobaka, pozabil sem. Tako ja, ni dima brez ogna. Kot sem pričakoval, zadev ga je infarkt. Z nabiranjem maščob so se žile zamašile. Nismo mogli več naprej. Temu se reče tromboza. Preživel je, toda ne brez težav. Ljudje znajo biti zelo nespametni. Tako, dovolj časa smo sedeli. Zdaj gremo proti pljučnim mešičkom. Zdaj gremo proti pljučnim mešičkom.
Vendar ogljikovega dioksida ne maram, duši me. V pljučnih mešičkih bo polno svežega zraka. Čudovito, kaj globim. To mi je zelo všeč. Ne preveč, Hino. Dovolj bo, fantje in dekleta, naprej moramo. Aha, ja, prijatelji, pot skozi kapilare ni zabavna. Hej, vidva tam. Vidite vse te žile? Vse vodijo do velike pljučne obvodnice, ki nas vodi nazaj v srce. Ja, hitreje, gremo. Kaj je zdaj? Srce služi celemu organizmu. Če je kaj nujnega, kot recimo zdaj, pospeši utrip, da ukrepitve prihrani za izredne čase. Kaj ni ta mehanizem enkraten? Zakaj ne moremo delati brez njega? Ker je le srce dovolj močno, da nas poganja. Brez njega bi se obtok ustavil. Vse bi odmrlo, če ne bi dobilo hrane. Razumete? Meni ni prav nič jasno. Ne začenjaj spet s tem. Smo na koncu malega obtoka. Kmalu bomo spet v srcu. Tokrat na levi strani. Če se ne motim. Žal mi je, ker motim. Tudi mislim, da tam spodaj vidim stranko. Pravimo to otroci. Hemo, kje si? Tukaj globim. Še nikoli mi ni bilo tako strah. Saj je bilo odlično. Glejte, od tam zgoraj smo prišli, iz desnih pljuč. Prijatelji prihajajo iz desnih pljuč. Pripravite se na spust v levi prekat.
Čudovito, kaj ne? Ja, čudovito. Ja, super. Zdaj smo v najmočnejši srčni votlini. Od tu naprej nas čaka najdaljša pot. V tisto smer. Čudovito, čudovito. Lepo, tudi grozljivo. Točno tako. Res ja? Povsem. Točno, ja. Ker je levi prekat 7-krat močnejši od desnega. Kaj, res neverjetno. 7-krat. Joj. Veliko moči mora imeti, da nas pošlje v veliki obtok. Pot je dolga. Ja, gremo kar hitro, pojmo. Ne gremo v desno roko. Ne. Tudi v možgane ne. Škoda, tam je zanimivo. Pa kdaj drugič, sem kaj. Na veliko turnejo gremo. V trebuh, jetra, vranico, prebavila, črevo ali noge. Kar pogumno naprej, srce je enkraten organ. Enkraten. Mojster, ali srce nikoli ne počiva? Ne, ni narejeno za počivanje, ampak za zanos, čustva, ljubezen. Na kratko, vse zaradi česar je vredno živeti. Ja, srce je res enkraten organ. Srce, velikost 10x15 cm, teža 300 gramov, zmogljivost 5 litrov krvi v minuti, 8000 na dan in več kot 200 milijonov litrov v enem življenju. Srce, enkraten organ.